ker ja, pač anime, veš, imaš vse vrste, ne, in za vse demografske skupine in je težko ugotoviti, katera, tudi če je manga recimo popularna v tujini, če je anime popularna v tujini, Ja, ni vedno v drugih državah. Ja, a se bo zares to je prodajal ena v Sloveniji, taka, ne vem ne? zdaj koliko je to zdaj res, ampak recimo takrat v 90-ih je veljala, ne, da če si hotel, ne, da so kaj dober anime, ne. Pa si šel, pa si imel lestvice, ne, si imel ameriške popularne lestvice. Točno tako, ja. Če je bila na ameriški popularni lestvice, to se ne bi ukvarjal. Tako da si v bistvu ne mogel pogledati, kaj se japonske. Ti si bil purist, ki je gledal, če je na japonskem popularna, pol je zikr. Ne, purist, tiste so bile dobre. Aha, ja. Zelo objektivno dobre, pač Japonska je objektivno imela boljši. Ameriški mindset je... Layerja, ker ena od glavnih lastnosti animejev je to, da imajo te layerje noter. Niso nek entertainment, tako kaj samo zato, da boš ti tam preživel pol ure, ampak ni popcorn, pač. Jaz bi rekel tako zelo odvisno od animeja. Ja, se glih to, zelo odvisno je, ne? Ampak če gledaš na splošno medij. Kar rečeš meni anime, je to specifično, jaz ne mislim Yu-Gi-Oh! Risenko, ali pa, ne vem. Kaj pa razumeš potem kot anime? Ker Yu-Gi-Oh! Tako technically by definition je, ne? To se je zdaj dosti zabrisalo, ampak ne vem, včasih, ko si imel mange, se pravi, mange, mislim, na Japonskem je ta kultura mang pač enostavno, kdor ni tam bil in to videl, si pač ne more razumeti. Ker tam mange berejo basically vsi in brez mang se oni ne morejo, če mene vprašaš, se ne morejo naučiti pisati pa brati. Zato, ker mange imajo vse te katakano, noter, hiragano. Se pravi, hiragano, katakano pa kanji, ampak tudi za kanji imaš zraven furigano, kjer piše, kako se izgovori, z poenostavljenimi znaki. V bistvu je narejen, pač pa to je tako splošno, kjerokoli, ni to zdaj, da so posebne mange, ki to imajo, to je standard. In v bistvu čez to se učiš, in pa, ne vem, na avtobusu pa na vlaku bo 3/4 ljudi bere mange. Tako, kar se v kakšnih animejih je tako, da je tako avtobus, pa tako vsi bere. To je res, mange so veliko bolj kot učbeniki, ko sem se pogovarjal recimo študenti, ki so prišli na izmenjavo, skoraj vsi so v otroštvu brali, veš, ko grejo na Subway ali karkoli in berejo mange sem zaradi tega, ker pač zapravljaš čas, se veš. Pa neka kultura tu govori, da se smeš pogovarjati. Ker je vizualno, in piše. In ti pa te manjkajoče stvari, ki jih ne razumeš, vgajnaš in se tako učiš, tudi, ne vem, če kdo kdaj se iz kakšnih teh učil, kakšen jezik iz teh... Zato imaš slikance za otroke. Iz teh elektronskih načine, V bistvu, angleščino smo se v bistvu, mislim, saj jaz sem se s Cartoon Networka fulno recimo naučil. Jaz sem, ker sem prišel v šolo, v bistvu sem dosti bolj že razumel, pa v bistvu pravil nisem znal. Jaz sem v bistvu za tega, ker sem to gledal teh vsebina, sem že v bistvu razumel, kako stavk tvori, kako stavk dujem. Ampak če me poprašal pravila, kako to funkcionira, pač ne razumem. Biosmosis, in to je pač tam toliko močen, in potem so teh na nek način mange so tudi za odrasle, niso za otroke narejene, pravzaprav so za odrasle, in mislim, ble, in potem je v bistvu, tudi oni so imeli teh, če hočemo, so bile animeji, ki so bili večinoma tako iz mank narejeni, in imel si pa japonske risanke, na nek način, ki so bile pa otroške. In recimo, imel si italijanska televizija, je imela nore količine teh japonskih risank. Tam so se vrteli po cele dneve, vsak dan si imel več ur teh risank. In to je bilo, recimo, moj prvi stik je bil v bistvu čez to. Zdaj, jaz sem v bistvu iz Kamnika, Kamnik je tako v gorah, in naša hiša je še tako posebej. Po imenu lahko sklepaš. Na enem mestu, kjer
Ne, okay, italijanskih kanalov ti nisi mogel tukaj v srednji Sloveniji loviti, ampak lovil se je pa Kopar. Ampak v naši hiši se ga v bistvu ne pol ni lovila. V bistvu se spomnim iz mladosti, ker pa mi bila te risanke ful všeč, ker je bil sneg. In potem so bili samo obrisi teh likov, ki si jih videl v snegu. In to samo včasih, če bi vreme ta prav. In pa sem jaz to gledal, zato ker mi je bilo to všeč. Ker na morju, ki si bil, ali pa jaz sem v Strica, ki je v Gorici živo. In tam si pa je bilo to vlo, si pa... Tak to res gleda. Vedno sem se spraševal, zakaj so bili, recimo, ker, Črna luknja je dosti specifično bila v družabnih igrah, ampak potem anime merch mogoče nima toliko neposredne korelacije z družabnimi igrami. Zakaj je to dvoje postalo potem kot ena inventura? Kdaj je prišel tudi anime? So te že spremljali anime od otroštva. Ja. Najprej so prišle, bom rekel, dobro, TCG so bili od začetka, pa te miniatures, Warhammer pa to, pa še druge. Pa slovenski board gamei, pa te fizikalne igrače, to je bil ta prvi asortiman na nek način. Potem se je pa dodal angleške te board game, zelo hiter. In recimo eden od prvih takih je bil ta Game of Thrones strategy game. Ja, Game of Thrones je že zelo star. Ja, ker je, mislim, 91, da se je začel že. A že takrat se je začel? Ne, Game of Thrones ampak board game je pa takrat enkrat prišel, ta prva edicija. In je to recimo tako, kar si rekel, to je bilo to, noben ni poznal tega. Mislim, bilo je 5 teh junakov, ko so tega Martina brala, in še gospodar prstanov ni noben poznal. To si niti predstavljati. Spomnim se, ko sem šel kot tako, 6-7 let sem šel v knjižnico in knjižnica je bila vedno razdeljena na 2 dela. Mladinski oddelek pa odrasli oddelek. Odrasli oddelek je imel fantazijski del in si imel Game of Thrones, oziroma Igra prestolov, ki je bila toliko velika knjiga, taka modra, ki je imel enega zmaja gor in si bil že tako, kako to sploh v roke ne moreš verjeti, kako boš to prebral. Can't even carry this. Zdaj imaš itak žepne izdaje, tako da je lažje. Ne vem, mogoče, če bi takrat bolj formate spremenili, pa ne bi bilo takšna knjiga. Literally format je bil večji od mene. Dvigneš pa si jedijo.